goste povabite Vilo Podvin in varovanca centra v Radovljici. Ena taka prisrčna zgodba, Marcelo pa Uroša smo spoznali na našem decembrskem dogodku in beseda je dala besedo in smo iskali v bistvu že nekaj časa pač nekoga, ki lahko jim podarimo naše, oziroma ne bom rekla rabljene, oziroma eno leto uporabljene krožnike, kozarčke in smo rekli, želimo, da ima namen, ne damo vsakomur in ko smo njim spoznali, pa sta začeli oziroma razlagati, da sodelujejo z varovanci CUDV Radovljica, smo rekli, evo, to je to, ampak da ne bi samo podarili, smo rekli, naredimo dogodek, naredimo kuharsko ustvarjalnico za njih, ker tukaj radi prirejamo kuharsko ustvarjalnico za naše stranke, za vse, ki pač si želijo ustvarjati v kuhinji. Smo rekli, evo, super priložnost, da jih povabimo, Uroša, njih in pa še širimo dober glas in pač širimo glas, kaj oni počnejo, kako v bistvu super srčni ljudje so. In kako se vam zdi njihovo delo, njihova postrežba, njihova priprava hrane? Enkratno sem jih opazovala, kako jih je Uroš postrojil v kuhinji, je naročil, poglej, takole moraš narediti in sem opazovala tistega varovanca, se je tako fokusiral na stvar, kako mu je Uroš razložil in ga je posnemal do zadnjega giba in tako prisrčni so, čutni ljudje in ko gledaš njihove izdelke, se vse odraža v teh izdelkih, tako da resnično pač z ljubeznijo narejeno. Biseri, kot pravijo, ustvarjeno z ljubeznijo in pač to se čuti. Prišli v Ljubljano, kaj je bilo vzrok? Ja, vzrok je naše povezovanje z Vilo Podvin. Oziroma najprej je prišla ponudba, da glede na to, da so naši uporabniki iz stanovanjske enote Poljče sodelovali z Vilo Podvin in potem Vila Podvin sodeluje z Mile centrom in je prišla ideja, da nam podarijo pripomočke za boljše gospodinjska opravila. In potem je iz te ideje podariti nastal dogodek, kjer smo lahko predstavili spet svoj nov izdelek, fondi, na predlog seveda mojstra Štefelina, naši kuharski mojstri. Razlog, da smo v Ljubljani, je enostaven, z veseljem smo pa tudi prišli. Kaj vse ponujate sedaj v okviru programa Biseri? V okviru programa Biseri celo paleto keramičnih izdelkov, v tem smo zelo dobri, kot ste lahko tudi se prepričali. Potem so te velike umetniške slike, ki nastajajo pod mentorstvom našega akademskega slikarja. Cela paleta tekstilnih izdelkov, od uporabnih za gospodinjstvo, dekorativnih, za oblačila, karkoli. Tako da zaenkrat je to nakit, pa gotovo sem še kaj pozabila. Kaj pa prodaja? Prodaja je bila pa zelo dobra, se lahko pohvalimo, da z poimenovanjem teh naših izdelkov za to blagovno znamko Biseri, pa tudi, bom rekla, s ustrezno predstavitvijo, nam je prodaja kar narasla. Tako da zdaj prodaja je v redu, da je narasla, ampak naročila, ki so tako velika, so pa že kar mali izziv.
Ja, boste izpolnili. da bomo izpolnili, ja. Kakšno pa je zadovoljstvo med vašimi varovanci potem? A veste, če nekdo pohvali, da si nekaj dobro naredil, pa da to kupi in je potem to uporablja, vsak od nas bi bil zadovoljen in ponosen in tudi oni so. Tam, če pogledate Tadeja, navreteno dela, a nek je tak mojster, da noben zaposlen ne zna take stvari delati, zagotovo je to zadovoljstvo. In imate kakšne načrte za naprej? Še kakšen skrivnost, ki se lahko razkrije? Ja, te naši biseri morajo iti ne samo v Ljubljano, mi imamo tako na široko željo, da bi to bilo po vsej Sloveniji in imamo tudi namen se povezovati tudi s podobnimi ustanovami, kot smo mi in po to blagovno znamko še razširiti paleto. Tako da, ampak toliko za enkrat.